Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. So zasebnim vrtcem res šteti dnevi? Iz gledališča Park bo odmevala odlična glasba, prihodnji teden 46. revija javnih glasbenih šol Pomurja. Kdo bo zmagovalec zadnjega prekmurskega derbija v letošnji sezoni prve lige Telemach? V zdravstvenem domu Murska Sobota z delom začel nov zdravnik. Se še spominjate stavka "Uživajte, dokler lahko"? No, nekako tako bi lahko opisali vremensko napoved v prihodnjih dneh. Prihaja sprememba vremena. Cenjene gledalke in gledalci, še zadnjič v tem tednu vas lepo pozdravljamo v naši družbi, v družbi Pomurskega dnevnika. Se na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje res pripravlja zakonodaja, ki naj bi občinam omogočila, da kadarkoli ukinejo zasebne vrtce. Na ministrstvu so pripravili zakonodajni paket, ki mu nasprotujejo tako starši kot stroka. Med drugim se dotika tudi financiranja zasebnih vrtcev. Iz državne blagajne bi se sofinancirali le tisti vrtci s koncesijo. V zasebnih vrtcih opozarjajo, da bo v primeru sprejetja zakona izbira predšolske vzgoje omejena, marsikateri starš pa si plačati polne cene programa ne bo mogel privoščiti. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zagotavlja, da le ureja sistem, a v zasebnih vrtcih so prepričani, da gre bolj kot za denar, za ideologijo. Zasebni vrtec Vilinski gaj na Ptuju v 2 enotah deluje že 13 let. Zavezani so Valdorfski pedagogiki, katere poslanstvo je negovanje svobodnega otroštva. Jutro, drago sonce, dobro jutro, draga zemlja. Skrbimo za to, da otroci nekje doživijo svobodno otroštvo in se učijo vseh veščin, ki jih potrebujejo za življenje. Kar pomeni v sklopu pedagoškega procesa, pripravljamo sami tudi hrano, imamo vrt, skrbimo za živali in seveda za vse ostale stvari, kot so umetniške dejavnosti, pospravljanje, prosta igra, kar je zelo, zelo pomembno. Otrok sam je kurikulum in iz otroka v bistvu tudi izhajamo. V Sloveniji skupno deluje 94 zasebnih vrtcev, 24 jih ima koncesijo. Po trenutno veljavnem sistemu občine krijejo 85% cene javnega vrtca za vsakega otroka v zasebnem vrtcu. Z novim zakonom, ki ga pripravlja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, bi država to financiranje omejila le na vrtce s koncesijo, ki bi jo podelila občina. Skrbi me to, da v prihodnosti, če bi sedaj res obveljalo to, da vrtci bi lahko delovali samo s koncesijo, na katero bi se lahko seveda prijavili vsi, pa vendar nobena občina ne bo koncesije razpisala, to pomeni, se nimaš kam prijaviti in je to samo metanje peska v oči in zavajanje javnosti. Zaskrbljeni pa so tudi starši otrok. Polne cene vrtca, ki bi znašala med 600 in 700 evri, si marsikdo ne bi mogel privoščiti. Mislim, da večina se tega ne bi mogla na koncu privoščiti. Itak vemo, da več plače so take, kot so in so stroški še življenjski zraven, tako da po moje ne. Predlogu sprememb, ki jih načrtuje ministrstvo, ostro nasprotujejo v Združenju zasebnih vrtcev Slovenije. Na nujnost širše strokovne in javne razprave pred uveljavitvijo paketa zakonov, ki poleg spremembe financiranja zasebnih vrtcev med drugim vključuje tudi uvedbo obveznega predmeta tehnika in digitalne tehnologije, opozarja tudi Zveza pedagoških delavcev Slovenije. To, da je denar problem, jaz mislim, da v resnici ni denar problem, ampak da gre za neko ideologijo. Prepričani, da gre za ideologijo, so tudi starši otrok, ki so se s pismom že obrnili na ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja. V pismu med drugim opozarjajo na kršenje pravice do svobodne izbire izobraževanja, diskriminacijo staršev kot davkoplačevalcev ter ogrožanje pluralnosti predšolske vzgoje. To bi bilo kar en velik udarec, po moje ne samo zame, za marsikoga, ker tudi pomenilo bi neko diskriminacijo, da ti nimaš več možnosti izbire. Pomeni, da bi mogoče ostali res kot en elitni oddelek,
vse ostalo bi morali pa zapreti, ne. Imamo trenutno 12 zaposlenih, kar pomeni, da bi tudi te družine bile ogrožene. Za odziv na pismo Združenja zasebnih vrtcev Slovenije smo prosili tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, a se na očitke o dolgoročnem onemogočenju zasebnih vrtcev niso neposredno odzvali. Prav tako niso razkrili, ali so pripravili izračune, koliko bi z ukinitvijo subvencije prihranile občine. Zapisali so le, da predlog zakona izenačuje financiranje javnih in zasebnih vrtcev s koncesijo in da bi se tako poenotilo tudi plačilo staršev. Kakor naj prisluhne stroki, ker sploh v tem, ker s tem zgubi tisto pluralnost pri predšolski vzgoji, možnost izbire. Vemo, da če imaš več neke možnosti izbire, se tudi med sabo pol nekako dobro tekmujejo ti vrtci. Tu so razne, je javni, je Waldorfski, je Montessori, so tudi katoliški vrtci, so razni vrtci. Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije na to temo sicer prihodnji teden, 8. aprila, pripravlja strokovni posvet. Cenjene gledalke in gledalci, v studiu se nam je pridružila ravnateljica glasbene šole Murska Sobota, gospa Erna Lukač. Z njo bomo govorili o prihajajoči 46. reviji javnih glasbenih šol Pomurja, ki bo 8. aprila v gledališču Park v Murski Soboti. Gre za enkratni dogodek, ki se zvrsti le enkrat na leto, na katerem pa se vsako leto predstavijo mladi talenti iz različnih glasbenih šol v regiji. Gospa Erna, lepo pozdravljeni. Dober dan. Torej, pred nami je revija javnih glasbenih šol Pomurja, ki letos praznuje že 46. izvedbo. Tokrat jo gostite v Murski Soboti v gledališču Park. Kako potekajo priprave? Priprave so pravzaprav nekako že pri koncu, saj je to že naslednji teden. Je pa to revija, ki nam pomurskim javnim glasbenim šolam veliko pomeni, zato so priprave že kar dlje časa potekale. To je nekako tudi priložnost, da se glasbene šole Pomurja predstavimo, da združimo moči v sodelovanju učencev, učiteljev, vseh skupaj in da pravzaprav nekako regiji pokažemo tisto, kar delamo. Nam lahko malce predstavite letošnji program, morda izpostavite kakšne nastope? Ponavadi potek revije je tak, da se predstavi vsaka glasbena šola posebej z svojimi točkami. Letos je bilo državno tekmovanje Temsig in glasbene šole seveda poleg ostalega programa izberemo ponavadi tudi tekmovalce, ki so na tem tekmovanju dosegli vidnejše rezultate. Tako da pravzaprav vsak hoče pokazati tisto najboljše, kar je. In bodo solistične točke, komorne zasedbe, trobilne, inštrumenti bojo kar v veliki meri vsi zastopani. Ker smo pa mi letos gostiteljica, pa imamo možnost, da pripravimo tudi uvodni in zaključni program. In v uvodnem programu se nam bodo predstavili trobilni sestav, pa tudi balerine se bodo predstavile, v zaključnem delu pa pihalni orkester in kot zadnja točka pihalni orkester z komornim pevskim zborom. Tako da bo glasba res pri vas božala dušo, ne? Tako je. Kako pomembno pa je to, da se imajo mladi kje predstaviti na takšnih odrih, seveda, in kakšne izkušnje jim to tudi prinese za nadaljnje življenje? Ker smo glasbena šola, pravzaprav imamo tudi v samem učnem procesu nastope. Zelo pomembni so z vseh vidikov, ker na ta način pravzaprav učenec pokaže tisto, kar se je med šolskim letom naučil in učil. Izkušnje so vsekakor dobrodošle, predvsem pa na lastnih šolah otroci ogromno nastopajo. Zato so morda tudi pomembni te revije in gostovanja, kakorkoli, da nekako zapustijo svojo domačo dvorano v šoli in se pokažejo tudi na drugih odrih, se morajo seveda naučiti prilagajati na posamezne situacije. Da ne govorim o pianistih, se morajo prilagoditi na inštrument, vsi ostali imajo svoje inštrumente, pianisti pač tisto, kar je v določeni dvorani. Tako da jaz mislim, da z vseh vidikov glasbeniku taki nastopi ogromno pomenijo, jim dajo izkušnje, saj konec koncev nekako želimo, da vsak, ki zaključi glasbeno šolo, da je pravzaprav pripravljen tudi sam
ali solistično, ali v nekih sestavih nastopati pred občinstvom in da se v tej vlogi nekako znajde. To je pravzaprav naša naloga 6 let ali pa 8 let glasbenega izobraževanja. Pa ko smo se že ravno dotaknili mladih, veliko govorimo o tem, da so preveč pred ekrani, pa da se premalo družijo, da veliko se pogovarjamo tudi o raznem nasilju medvrstniškem. Tudi glasbene šole vzgajate in tudi pri vas otroci lahko res kvaliteten čas preživijo, ne? To mislim, da je zelo pomembno poudariti, da otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pravzaprav tisti prosti čas, ki bi ga morda namenili ekranom ali pa čemorkoli drugemu, preživijo za svojimi vrstniki, zato recimo izvajamo tudi te skupinske predmete, to so komorne zasedbe, komorna igra, orkestrska igra, kjer pravzaprav poleg tega, da se učijo, ne, se tudi družijo, se pogovarjajo in gostujejo. Recimo ravno danes je revija harmonikarskih orkestrov na Jesenicah in so naši šli z avtobusom, imajo tam tudi ostale glasbene šole svoje orkestre in to je pravzaprav za vse naše učence neko doživetje. Poleg tega, da je pravzaprav šola, da se morajo učiti, da je pravzaprav tam predstavitev nekega dela, je to tudi en lep dogodek za družabne Da se strani. tudi skozi glasbo povezujejo Tako, in tako. uživajo, ne? Pa čisto za konec še malo povabiva vseeno naše gledalke in gledalce. Dogodek, torej 46. revija javnih glasbenih šol Pomurja, ki bo 8. aprila v gledališču Park v Murski Soboti, je brezplačen. Drži? Tako je, tako je. Kaj bi sporočili vsem tistim, ki še razmišljajo, bi šli poslušati, bi šli pogledati? Nekateri verjetno hodijo kar vsako leto, so pa tudi kakšni taki, ki pa jih se splača malo še prepričati. Ja, jaz bi vsekakor povabila vse, ki si to pravzaprav želijo, zato ker je to en dogodek, ki bo na nek način v naši pomurski regiji pokazal tisto smetano glasbenikov. Velikokrat smo zelo, zelo presenečeni, kaj zmorejo otroci. In to je en praznik kulture, glasbene umetnosti za našo regijo. In ker se ta dogodek dogaja vsake 4 leta v Murski Soboti, je pravzaprav za izjemna priložnost, da se je gledalci, poslušalci udeležijo. Pa tudi tako bodo podprli ves trud, ki ga vlagajo skozi vse leto, da se potem pokažejo, ne? Tako je. Najlepša hvala, da ste bili naša gostja in seveda uspešno izvedbo revije vam želimo. Hvala za povabilo. Jutri ob 17:30 se bosta v športnem parku v Lendavi v zadnjem prekmurskem derbiju sezone pomerili ekipi Nafte in Mure. S tekmo bodo odprli 28. krog prve lige Telemach. Sobočani se v Lendovo odpravljajo kot 6. na lestvici, medtem ko se Lendavčani še vedno krčevito borijo za obstanek v ligi. Kapetan črno-belih Kaj Cipot poudarja, da trenutna uvrstitev na lestvici ne vpliva na samo intenzivnost derbija, saj da gre za nepredvidljiv obračun, medtem ko njihov trener Matjaž Kek mlajši vidi tekmo kot priložnost za vrnitev na zmagovalna pota. Poglejmo, kaj sta še povedala pred tekmo. Nasplošno je že stanje v slačilnici dosta boljše, je pozitivno, pred derbijem pa še tak nekša motivacija, nekši cilj, ko se zmaga derbi in vsi komaj čakamo, smo nestrpni do te tekme, do jutra. Gdje smo mi, gdje smo oni, nema veze, derbi je segli derbi. Če se mi borili za gor, oni bi se borili za dol, vedno isti derbi, isti naboji. In mislim, da to nema veze oziroma ne sme vplivati na potek derbija. Mogoče je derbi tista najlepša možna naslednja tekma, ko si želiš vrniti na neko zmagovalna pot ali pa na pozitivne rezultate. Tako da fantje so pridno oddelali celoten teden. Z današnjim dnem se še pripravimo za ključne priprave za derbi in maksimalno motivirani v Lendavo.
Mislim, da v derbi obe ekipi bosta stopili maksimalno motivirani, da se to ne bo poznalo oziroma ne sme se poznati, da bi oni zaradi boja za obstanek bili kaj bolj motivirani in v tem vidiku moramo sigurno biti enako, če ne bolj motivirani, čeprav mogoče smo v neki varni coni, ki pa nam ne sme biti doben alibi. Kako vidite tanke na treningih, v dobrem stanju ekipo, ste zadovoljni? Ja, razen nekih manjših poškodb, ki smo jih imeli, je ekipa v dobrem stanju, dobro trenirajo in z tega vidika jim nimam kaj za očitati. Tako da pričakujem, da to prenesejo na jutrišnjo tekmo. Zdravstveni dom Murska Sobota sporoča, da se je s 1. aprilom upokojil družinski zdravnik Jože Felkar. Kdo bo prevzel njegove paciente, preverimo v novici. Iz Zdravstvenega doma Murska Sobota so sporočili, da se je s 1. aprilom upokojil dolgoletni družinski zdravnik Jože Felkar. Ob tem so delili tudi dobro novico, in sicer, da je delo že nastopil nov zdravnik družinske medicine, in sicer Črtomir Antolin. Vse, ki še nimajo osebnega zdravnika ali so bili do sedaj vpisani pri upokojenem zdravniku, pa obveščajo, da se lahko vpišejo k novemu zdravniku. Kot smo povedali že na začetku oddaje, uživajmo dokler lahko. V sončnih žarkih seveda. Jutri bo še sončno, nato pa nas bo v noči na nedeljo doseglo občutno hladnejše vreme. Sledi razširjena vremenska napoved. V Pomurju smo se danes prebudili v jasno in sončno jutro. V Murski Soboti in Radencih smo opoldan namerili 13, v Lendavi 14 in v Krajinskem parku Goričko 15 stopinj. Jutri bo prevladovalo sončno vreme, proti večeru pa se bo oblačnost od severa povečala. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale med 5 in 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne pa med 19 in 20 stopinjami. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti, Mariboru in Ptuju se bodo gibale med 5 in 7, najvišje dnevne pa okoli 20 stopinj. V noči na nedeljo bodo prehodno rahle padavine, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter. V nedeljo čez dan se bo postopno razjasnilo, pihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno hladneje bo. V ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo na vzhodu oblačnost povečala. Hladno bo, zjutraj bo v zatišnih legah nevarnost pozebe. Temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale od -1 do 2, čez dan pa okoli 8 stopinj. Tako, drage gledalke in gledalci, pa smo prišli do konca oddaje. Hvala za vašo pozornost, z vami bomo spet prihodnji teden. Ostanite še naprej v družbi TV Ideja.